Prvo svetovno prvenstvo v alpskem smučanju gluhih bo potekalo od 23. februarja do 2. marca. V nemškem mestu Nesselwang bodo nastopili smučarji in smučarke iz 13 držav sveta, med njimi bo tudi naša mlada smučarka Anja Drev. Tekmovala bo v vseh 5 disciplinah. Anjino razmišljanje pred svetovnim prvenstvom gluhih v Nesselwangu bi lahko strnili takole. Takrat, kadar uživaš, smučaš hitreje kot takrat, ko se boriš in trgaš za rezultat. Njeno smučanje v vseh disciplinah je letos videti lahkotno in preprosto, za tekmice vsekakor strah zbujajoče. Vsaka dobra uvrstitev nadarjene mlade smučarke na svetovnih prvenstvih je žarek upanja za slovensko alpsko smučanje. Na smučke so jo pri 4 letih postavili starši, 2 leti kasneje pa so jo vpisali v alpsko šolo v Velenju. Svoje prve smučarske dosežke je osvojila na več otroških in regijskih tekmovanjih. Leta 2008 se je vpisala v program Alpski pokal za gluhe in začela dosegati zelo dobre uvrstitve, kjer redno tekmuje še danes. Poglejmo nekaj njenih utrinkov. Ja, no, jaz sem začela trenirati s 6 leti. Začela sem trenirati v klubu Velenje, pač v Velenju, klub Nordika. Prva trenerka je bila Barbara Tomic, če se prav spomnim. Potem sem pa tam bila kakšne 3 leta, potem sem se pa prestavila v klub Gornje Savinjski smučarski klub. Anjina prva trenerka v Zgornjesavinjskem klubu Mozirje je bila Nataša Bokal, nekdanja uspešna smučarka in svetovna podprvakinja v Salbah Hinterglemu leta 1991. V tem klubu me trenira Bojan Napotnik in imamo povprečno 4-krat na teden treninge, med vikendi pa tekme. Da imamo kar naporno. To, da vozimo Anjo na treninge skoraj vsak dan iz šole na trening, v bistvu ni nek napor, ni nobeno breme. Ker tisto, kar z veseljem delaš, ti ne bo nikoli breme, a ne. V šoli je pa tako, Anja zdaj veliko manjka, skoraj da nič ne hodi v šolo in trudi se, da bo to nekako nadoknadila, če ne prej pa po svetovnem prvenstvu.
Ja, Anja smo začeli spodbujati za smučanje pri 6 letih. Nekako se je kar odločila. Se pravi, vpisana je bila v Smučarski klub Velenje. Pridno je delala, vse skozi je bila zelo, bomo rekli, tudi talentirana. Pridno skozi delala, nikoli ni bilo težko stati zjutraj. Seveda, potem je pa začela hoditi tudi na tekme gluhih. Po nekaj letih je začela dosegati tudi lepe rezultate. V evropskem merilu med mladimi tekmovala, celo enkrat v članski ekipi zmagala v slalomu. Tako da je pač nekako, to je še Anji vlivalo več motivacije. Seveda tekmuje ona vse skozi tudi za slišeče, kjer je tudi, moram reči, kar borbena. V vzhodni regiji je lani bila 3. Seveda letos gremo pa na svetovno prvenstvo in pričakovanja, ja, vsak tekmovalec pričakuje največ. In seveda pričakujemo prave rezultate, oziroma če se bo poklopilo malo tudi sreče, lahko pričakujemo tudi dobre rezultate, ker Anja jih je sposobna ustvariti. Delovna in ambiciozna športnica trenira vsak dan in ima redna tekmovanja. Je zelo zagnana, prizadevna in se zelo trudi. Poleti so njeni treningi predvsem kondicijski, v zimski sezoni pa svoje smučarsko znanje izpopolnjuje na različnih smučiščih in ledenikih. V petek, 22. februarja, bo odpotovala na svetovno prvenstvo. V njeni ekipi bodo trener Drago Drev, serviser Ivan Drev in Sabina Hmelina kot vodja ekipe.